Takrat pa se je vzdignila Kračovka, Kračeva žena, bolj bore pražnja v dvakrat obrnenem krilu, zato pa vsa v pentljah, ki so poceni in za Belič napravijo dober vtis. In ob pomoči Belinde Krače, svoje druge hčere, ravno tako vse v pentljah, pogrnila mizo, medtem ko je mladi Peter Krača z vilicami segel v pisker krompirja, da so mu pri tem vogali mogočnega uradnika, Bobove zasebne lastnine, ki jo je dnevu na čast prepustil sinu in dediču, silili v usta, sam pa je užival, ko je videl, kako gosposko je oblečen in bi se v tako lepem perilu najrajši postavljal po gosposkih parkih. In takrat sta treščila noter mlajša Kračovka, fantek in punčka in zavreščala, da sta pred pekarijo zaduhala gosko in prepoznala, da je njihova se vsa topila od slastnih misli na žajbelj in čebulo, zaplesala okoli mize in povzdigovala mladega Petra Kračo do neba, medtem ko je sam, brez ponosa, čeprav ga je uradnik komaj zadušil, podpihoval ogenj, dokler ni krompir počasi zabrbotal in na glas potrkal na pokrovko, naj ga že spustijo ven in obelijo. Kam se je pa neki zataknil vaš ljubi oče, je rekla Kračovka. In brat mali Tim, in kaj ni Marta na lanski božič pol ure zamudila? Marta je že tukaj, mama, je rekla dekle, ki je medtem prišla. Marta je že tukaj, mama, sta zaklicala mlada Kračeva. Hura! Takale gos, Marta. O, Bog te nima rad, draga moja, strašno si pozna, je rekla Kračovka, jo 12-krat poljubila in ji v ustrežljivi gorečnosti odvzela šal in čepico. Snoči je bilo treba še toliko dokončati, odgovorila dekle, da smo morale šele davi pospraviti, mama. Je že dobro, samo da si prišla, je rekla Kračovka. Sedi h kaminu, ljubica, in se pogrej, Bog ti daj srečo. Ne, oče je že tukaj, sta zaklicala mlada Krača, ki ju je bilo povsod polno. Skri se, Marta, skri! Marta se je brž skrila in noter je stopil mali Bob, oče, in vsaj 3 čevlje brez rokavnika, da resic niti ne štejemo, mu je gledalo izpod sukniča, hudo ponošeno obleko pa je imel pokrpano in skrtačeno, da je bila primerna dnevu, in prinesel malega Tima štupo ramo. Ubogi mali Tim v roki je držal berglico in ude mu je opiralo kovinsko ogrodje. Ja, kje pa je Marta? Je zaklical Bob Krača in pogledal okoli sebe. Še ni prišla, je rekla Kračovka. Še ni prišla, je rekel Bob mahoma ves poklapan sredi židane volje, saj je bil vso pot iz cerkve Timu za čistokrvnega vranca, da je kar priskakljal domov. Ni prišla na sveti dan. Marta ga je težko gledala razočaranega, pa čeprav samo v šali, zato je prezgodaj stopila iza omarnih vrat in mu stekla v objem. Mlada 2 Kračeva pa sta pograbila malega Tima in ga odnesla v pralnico, da bi mu pokazala, kako puding poje v bakrenem kotličku. In kako se je obnašal mali Tim? Je vprašala Kračovka in si malo sposodila Boba zaradi njegove lahkovernosti, ko se je že po mili volji nastiskal s hčerjo. Kakor suho zlato, je rekel Bob, in še bolje. Ampak postaja nekam zamišljen, ko toliko presedi takole sam in mu prihajajo na misel čudne reči, kakor jih še zlepa nisi slišala. Ko sva šla domov, mi je pravil, kako se zanaša, da so ljudje videli v cerkvi, kako je pohabljen in da jim mogoče dobro dene, če se na sveti dan lahko spomnijo, kdo je hrome ozdravljal in slepim dajal vid. Bobu je glas zadrhtel, ko jima je pripovedoval o tem, še bolj pa mu je zatrepetal, ko je dejal, kako je mali Tim čedalje močnejši in srčnejši. Po podnicah se je oglasila njegova podjetna berglica in še preden so mogli še kaj spregovoriti, se je mali Tim v spremstvu brata in sestre že vrnil na svoj stol zraven kamina. In medtem, ko si je Bob zavihal rokave, kakor da bi si jih, revček, mogel še kaj bolj umazati in se lotil pripravljanja nekakšne vroče mešanice v ročki z džinom in limonami in jo mešal in mešal, dokler ni postavil na trikotnik na kaminu, kjer naj bi počasi zavrela, so mladi Peter in mala Krača, ki ju je bilo povsod dosti, odšli po gosko in se kar kmalu v slovesni procesiji vrnili z njo. Nastal je tak direndaj, da bi utegnil kdo pomisliti, da je gos najredkejša pernata prikazan med pticami, v primerjavi s katero je črn labod nekaj vsakdanjega, in v resnici je bilo v tej hiši precej tako. Kračovka je zavrela omako, že prej pripravljeno,
v omačnici, da je zasikala, mladi Peter je z neverjetno močjo zmečkal krompir, mlada Belinda je osladila jabolčno čežano, Marta je obrisala vroče krožnike, Bob je posadil malega Tima zraven sebe na mizni vogavček, mlada dva Kračeva sta pripravila stole za vse in tudi nase nista pozabila, potem pa zasedla svoja prostora, si potlačila žlico v usta, da ne bi kričala po goski, še preden bi prišla na vrsto, in prežala. Nazadnje so bile jedi postavljene na mizo in opravljena molitev. Zatem je sledil premolk brez diha, ko si je Kračovka počasi, natančno ogledovala kuhinjski nož, pripravljen, da ga zasadi goski v prsi, ko pa je to storila in je nadev butnil iz nje, kakor so že težko čakali, se je vzdignilo veselo momljanje okoli mize in še celo mali Tim je ob spodbudi mladih dveh Kračev s peto noža udaril po mizi in slabotno zaklical: "Hura!" Take gosi pa še ne. Bob je rekel, da ne verjame, da bi bili že kdaj skuhali tako gosko. Vsi od kraja so občudovali njeno mehkobo in okus, velikost in nizko ceno. Podprta s čežano in zmečkanim krompirjem je zadostovala za vso družino. In resnično, kakor je z velikim užitkom rekla Kračovka, ko je na krožniku opazila drobceno sled koščice, je niti niso vse pojedli, vendar so imeli vsi dosti in zlasti mlada Krača sta bila do obrvi pomočena v žajbelj in čebulo. Ampak medtem je gospodična Belinda zamenjala krožnike, Kračovka pa je sama odšla iz sobe, preveč živčna, da bi bila prenesla kakšno pričo, po puding, ker naj bi ga prinesla noter. Samo pomislite, da mogoče še ni kuhan in da se bo prelomil, ko ga bo prekucnila iz posode in da je kdo med tem, ko so se mastili z gosko, splezal čez zid na dvorišču in ga ukradel. Mlada dva Krača sta ob tej misli prebledela kakor smrt. Vse mogočne strahote so jima šle po glavi.